Prvič dosmrtni zapor. Ali 30 let zapora ali dosmrtna ječa. Skorajda edina dilema, s katero so se spopadali sodniki, ki so razsojali v postopku zoper morilca iz Gereče vasi, krvnika kar 3 ljudi. Dosmrtna ječa je bila izrečena na prvem sojenju, a ta ni obstala. Po ponovljenem sojenju se je senat odločil, da določi kazen 30 let zapora. Vrhovno sodišče je poskrbelo za ponoven preobrat in kazen iz 30 let spremenilo v dosmrtni zapor. Prvič v slovenski zgodovini, četudi je dosmrtna ječa uzakonjena pri nas že vse od leta 2008. Varovanje pravice do življenja so postavili sodniki na prvo mesto. Tako so obrazložili svojo odločitev. Predvsem pa niso izpustili iz uvida hude traumatiziranosti otroka, ki je bil navzoč pri umoru starih staršev in je zdaj trajno prikrajšan za odraščanje z mamo. In hudih posledic sina in brata vseh 3 umorjenih, ki je ostal v enem večeru brez vseh članov svoje najožje družine. Zakaj so pomembni ti poudarki? Ker se vse prevečkrat govori in presoja zgolj o tem, kakšne so pravice tistih, ki sedijo na zatožni klopi. In prav je tako, a veliko preredko se razpravlja o tem, kje so pravice žrtev. In tokrat so vrhovni sodniki pri oceni, kako kaznovati storilca glede na težo kaznivih dejanj, posegli po najvišji kazni, ki je pri nas mogoče izreči, za sicer zakonsko natančno določene primere. Odločitev sodišča bo prinesla nekaj novega miru obema članoma družine, ki sta po tragediji še ostala, četudi jima to umorjenih ne bo vrnilo nazaj.